Malečnik je zaradi sakralne dediščine pravi biser v mariborskem primestju, obdan številnimi vinogradi in turizmom. Župnijski arhiv hrani dokumentacijo, ki izkazuje, da se prvi župnik v Malečniku omenja že davnega leta 1338. Župnija pa že prej, leta 1236, ko je znana kot župnija svetega Petra na Skali. Župnišče predstavlja edinstven primer baročne arhitekture na Slovenskem. Lepo prenovljene kapele Križevega pota nas pripeljejo do Marijine romarske cerkve na Gorci iz leta 1517, ki je svojevrsten umetniški podvig z neogotsko poslikavo, ki sta jo ustvarila furlanska umetnika Brolo in Fantoni. Tam je na oboku upodobljen tudi škof Anton Martin Slomšek, ki je rad zahajal na Gorco skupaj s svojim prijateljem in takratnim malečniškim župnikom ter častnim kanonikom Markom Glazerjem, ki je leta 1868 v Malečniku ustanovil dekliško šolo. V samostanu, ki je bil po vojni nacionaliziran, so jo vodile šolske sestre. V župnijski cerkvi svetega Petra, ki se med drugim ponaša s Štravbovimi oltarji iz 18. stoletja in oljnimi slikami graškega umetnika Flurerja, je tudi zimska kapela svetega Frančiška Asiškega, za katero je oltar leta 1922 izdelal štajerski kipar, pozlatar in restavrator Ivan Sojč.
V Malečniku pri Mariboru se nahaja še en poseben prostor, ki odstira skrivnosti zgodovine. Skozi poseben vhod na zunanji desni strani cerkve, kjer je napis Bog se smili kreverne duše vicah 1857 ali Bog se usmili verne krščanske duše v vicah, pridemo po 19 stopnicah do ene večjih, če ne kar največjih, še tako ohranjenih katakomb v Sloveniji. Vhod v katakombe je bil prvotno iz cerkve in sicer z desne strani ob oltarju svetega Janeza Nepomuka, kjer se še vidi prva stopnica na cerkvenem tlaku. Ker je cesar Jožef II. Zapovedal vse kripte oziroma grobnice, ki so imele vhod iz cerkve zazidati, je dal malečniški župnik in častni kanonik Marko Glazar leta 1857 z mnogimi stroški in velikim trudom predreti debeli cerkveni zid in na zunanji strani cerkve iz brbaškega kamna sezidati prizidek ter vhod. Da gre za kamen iz župnije Svete Barbare v Slovenskih Goricah oziroma Korene, potrjuje tudi dejstvo, da je tam že v tistih časih bil kamnolom, imenovan tudi Pruh, kjer so pridobivali humski kamen, litovski apnenec, s katerim so zaradi njegove obstojnosti gradili tudi ceste. Humski kamen se imenuje zato, ker se nahaja v zaselku Hum v naselju Zimica. Posebnost malečniških katakomb sta na desni strani precej velik osarij oziroma kostnica in pa rov, za katerega se še ni ugotovilo, kam vodi. Po pričevanju nekaterih naj bi peljal pod Dravo na drugo stran ali pa celo do romarske cerkve Matere Božje na Gorci.